Vleka ploha, starodaven pustni običaj, ki izvira že iz predkrščanskih časov, je še kako živ tudi danes. Vleka ploha prehaja iz roda v rod in je živa v nekaterih vaseh na Gorenjskem. Med nje spadajo Podhom, Lom, Planina pod Golico, Poljščica pri Gorjah, Begunje na Gorenjskem in Zgornje Gorje. Tokrat smo obiskali Podhom. Pust in z njim povezani dogodki odganjajo zasneženo, hladno in temačno zimo. Zapisano je, da imajo pomembno vlogo tudi ženske. Zanimalo nas je, kakšno. Ženska to poljubi, to je v bistvu plodnostna magija. Za rodovitnost in skrb za potomstvo so morali prebivalci poskrbeti s porokami in vsem, kar sodi zraven. Nobeno dekle ne poroči od božiča do pusta, se vleče ploh. Vsa neporočena dekleta morajo zakazan, ker je fante hodijo po hišah iskat, rečemo mi kušant vrh. Zdaj, danes jih je bilo bolj malo, ker je tudi bolj malo teh deklet, včasih je bilo pa tega majčkeno več. Na pustni način, v posmeh in opominu vsem za možitev zrelim dekletom, pa tudi fantom, se je običaj skozi čas spreminjal. Najprej so ploh vlekla dekleta, kasneje pa so v to vlogo prevzeli fantje. Običaj ima simbolni pomen z javnim posmehovanjem mladini, ki ni uspela najti moža oziroma žene. V bistvu to ni, da bi bilo kaj v bistvu žaljenje žensk ali pa pač norčava stvar, še ena dodatna, tako so vse ostale. Nič posebej. In kaj jim pomeni vlečenje ploha? Ja, to je en tak vaški praznik, ker na vasi, recimo, tukaj nimamo gledališč, nimamo velikih športnih dvoran, tako da se uprimemo takih dogodkov, ki so res avtohtoni, se jih držimo že, ne vem, da ne rečem stoletja, in vsak z veseljem pride na to prireditev, tudi podoživi, kako je bilo, ki je on bil v teh letih, se je s tem ukvarjal, tako da ljudje radi pridejo sem, tudi v sosednjih vasi. Tako da je nekaj spomina, nekaj nostalgije, pa kakšna lepa, prijetna, topla beseda, ki je pa tako v današnje čase kar dobrodošla, se mi zdi. Ful užila tradicijo, da pač zato živi naprej, ker škoda bi bilo, da bi to pozabili, ker te ljudski običaji res združijo te naše vasi in škoda bi bilo, da ne bi bilo tega, da se bi ljudje skupaj družili, odkar so tele telefoni, jaz mislim, da se čist premalo družimo. Obujanje te tradicije mi pomeni vsak let je nov začetek leta, nov začetek nečesa, kot že v tradiciji so se spominjali na te stvari, da zima odhaja, pomlad prihaja in to je res en pomemben trenutek za vse nas in to je tako v prenesenem pomenu kot dejansko. Zelo všeč, že od mladih let sem tukaj, že kot majhen otrok in jo obujamo naprej, nadaljujemo z njo. Pomembno pa je seveda ohranjanje starih tradicij. Ne bi se te stare tradicije ohranjale, zato da za bodoče rodove, posebej za naše otroke in tudi otroke naših otrok.